Kaj bomo Slovenci dosegli na prihodnjih volitvah? V pogovornih oddajah z gledalci in poslušalci na slovenskih desnih televizijah zadnje tedne lahko pogosto slišimo voditelje, da mora čim več državljanov na prihodnje volitve in podpreti domoljubno desnico. V eni od tovrstnih oddaj se je oglasilo kar nekaj gledalcev, ki so izrazili svoje trdno prepričanje, da Slovenije, ki bi res še bila slovenska, sploh ni več in je tudi več ne bo. Prvič zato, ker smo Slovenci praktično že izumrli, drugič pa zato, ker v Evropski uniji kmalu ne bo več manjših narodov, saj je že ogrožen celo obstoj največji, na primer Nemcev. Več desetletij dolgo in vse bolj slovito, sistematično raznarodovanje evropskih narodov je že obrodilo želene sadove mednarodnega komunizma in daljnovzhodnih, prav tako komunističnih, načrtovalcev konca Zahoda v Evropi in v Združenih državah Amerike. Povsem jim je uspela na Zahodu uvedba in uveljavitev tujih kultur, imenovanih multikulturnost, v resnici pa islamizacija Zahoda. Uspelo je komunističnim zarotnikom proti Zahodu tudi to, da Evropejci sprejemajo islamski terorizem za nekaj povsem normalnega v marksističnem multikulturnem globalizmu. Slovenija pa je, na primer, nad največjo teroristično vojsko na svetu, nad palestinskim Hamasom, tako močno navdušena, da zadnje čase najuglednejše znanstvene in kulturne javne ustanove v Sloveniji večkrat kot slovensko izobesijo kar palestinsko zastavo. Enako je s sprejemanjem islamskega kulturnega in vsakršnega drugega nasilja še v marsikateri evropski državi. Da je nasilnost priseljencev do avtohtonega prebivalstva že skoraj neznosna in da se iz dneva v dan krepi antisemitizem, pa sploh ni treba poudarjati. Saj je iz medijev že vsemu svetu znano, da je Hamas s svojim skrajno barbarskimi pokoli in menda celo z ljudožerstvom zanetil eno najbolj nevarnih vojn v zadnjem času, veliko bolj nevarno od vojne v Ukrajini. Države EU-ja, skoraj vse že do konca okupirane z nestrpnimi, zelo nevarnimi in večstransko nasilnimi, tako imenovanimi ilegalnimi migranti iz Bližnjega vzhoda in iz Afrike, pa se zaradi teh nevarnih priseljencev, samih pripadnikov islamskih kultur, bolj ali manj naklonjenih terorizmu, vse bolj odločajo za sprejemanje terorizma, kakršnega izvaja Hamas, tudi za del evropske politike. Kar druga za drugo se tudi države EU-ja vse bolj odločajo za priznanje Palestine, s Hamasom kot svojo elitno državno vojsko. Žal, niti toliko političnega razuma ali vsaj sramu nimajo zahodne države, še posebno v EU-ju, da bi zahtevale vsaj razpustitev Hamasa, preden katera od njih prizna Palestino. Ne, v EU-ju smo praktično vsi solidarni z islamskim terorizmom in z islamskimi teroristi. V Sloveniji je to islamsko teroristično domoljubje že veliko močnejše od slovenskega. Pa naj raje ne govorim podrobneje o tem, da je sedanja slovenska oblast strogo prepovedala slovensko krščansko domoljubje v slovenski vojski. Menda zato, ker bodo poslej slovenski komunisti, partijski teroristi, vodili obrambo države Slovenije skupaj z muslimanskimi skrajneži na čelu s Hamasovimi izkušenimi teroristi. In zakaj potem na desnih televizijah njihovi voditelji opozarjajo slovenske volivce, da morajo vsi na volitve, ker si bomo sicer, če ne bomo volili desnice, Slovenci sami krivi za svoj propad v naslednjem mandatu? Ampak, kaj naj storimo, če nas Slovencev ni več dovolj, da bi Slovenija ostala slovenska, da bi še ostala država? Tujci,
večinoma priseljenci z Balkana, Bližnjega vzhoda in iz Afrike, so zdaj večinsko prebivalstvo v Sloveniji. Slovenci smo samo še manjšina. Nikoli več ne bomo vodili države Slovenije. Ni Slovenija samo multikulturna. Slovenija ni več slovenska. V tem je problem tistega slovenskega avtohtonega prebivalstva, ki ve, da je slovenskim narodom konec. Njegovo politično vodstvo, lažnivi levi in obupani desni, pa si ne upajo priznati, da smo že izgubili svoj narod in svojo državo. Kar je še ostalo od slovenske države, zdaj že spet vodi partija, le da tokrat skupaj nekoč Titovimi, neuvrščenimi, terorističnimi, bližnjevzhodnimi priseljenci. Ne bomo za propad Slovenije in Slovencev krivi navadni slovenski volivci, bolj ali manj avtohtoni in verni Slovenci. Ne bomo za poraz slovenskega, večinoma vernega in avtohtonega slovenskega naroda na prihodnjih državnih volitvah krivi premalo številni desni volivci. Zato, ker bodo morda spet zmagali levi politiki, diktatorski in grabežljivi partijski, tokrat skupaj s terorističnimi islamskimi priseljenci, je kriva zahodna, raznarodovalna, terorizmu naklonjena in veleizdajalska politika EU-ja. Ta politika je edini krivec za propad in dokončno izginotje številnih manjših narodov v EU-ju, med prvimi pa Slovencev in Slovenije, komaj 30 leta po osamosvojitvi. Rešitve pa v teh političnih razmerah ni na obzorju prav nikakršne. Samo sprenevedali se bomo vsi še nekaj časa, nato pa bo na sončni strani Alp zavladal en sam teroristični islamizem. Tudi v Sloveniji bo tako kot v vsej Evropi. In doda, nekoliko pretiravam, ampak volivcem moramo povedati, kako je pri nas, da bodo vedeli, da je res potrebna ostra predvolilna borba. Te volitve v resnici bodo vojna, ne samo volitve. Šlo bo za preživetje Slovencev in Slovenije. Partiji in njenim islamskim terorističnim prijateljem v Sloveniji ne smemo dovoliti, da bi še enkrat zmagali. Nikoli več. Frančiška Butolo.